En lep pozdrav. V današnjem odlomku bomo govorili o tem, da Bog na skrivaj vidi dobroto oziroma vidi dobroto tudi na skrivnem. Zato vas vzpodbujam. Ne delajmo dobro, da bi nas drugi hvalili, ker bomo dostikrat razočarani. Sam se spominjam enega gospoda, ki je gradil cerkev, en duhovnik, gradil je cerkev skupaj s svojimi farani in na stara leta mi je tako kar z grenkobo rekel: cerkev sem naredil, toliko sem se trudil, pa mi danes noben ne reče hvala. In jaz sem mu rekel: ja, saj si delal za Boga, torej se ti bo Bog plačal, ne? Bog ti bo dal plačilo. In iz tega sem se tudi iz te njegove grenkobe pravzaprav naučil tega. Če jaz delam zato nekaj dobrega, zato da me bodo ljudje pohvalili, bom dostikrat razočaran. Če pa delam zato, ker je ena stvar dobra, ali pa ker bi rad bil dober, ali pa ker bi rad drugim pomagal, in ne pričakujem nobene pohvale, ne zahvale, ne darila, se pa dostikrat zgodi, da sem pravzaprav zelo prijetno presenečen. Ne vem, recimo, sem kdaj komu naredil kakšno uslugo, pa je rekel: joj, a ti kaj povrnem? Sem rekel: lej, ni mi treba. Hvala, morda komu drugmu pomagaj. In upam, da je pomagal komu drugmu naprej. Se je pa zgodilo, da je ta isti človek morda kdaj pozneje pomagal tudi meni, in ko sem ga jaz vprašal: a ti lahko kaj vrnem, je rekel: sva že poravnala. In se mi je dobro zdelo, se pravi, dobrota na nek način se vedno vrne. Če ne od tega človeka, ki si mu ti naredil dobro, pa morda od kakšnega drugega. Srečno!